večer je vodstvo stranke imelo sestanek skupaj z predsedniki občinskih odborov in svetniki nekaterih slovenskih občin, kjer namerava oziroma v katerih namerava vlada organizirati nastanitev večjega števila migrantov. Ob tem naj poudarim, da so ljudje na terenu, ljudje so zaskrbljeni, ljudi je strah. V prvi vrsti zaradi tega, ker primanjkuje informacij. Vlada z lokalnimi oblastmi skoraj ne komunicira. Tudi župani slovenskih občin nimajo tistih jasnih informacij, stvari niso dorečene in upravičeno pričakujejo jasnejšo vladno politiko. Naprimer, prenos informacij, koliko migrantov se bo nastanilo v dotično občino, kdaj bo prišlo do nastanitev, kako bo potekal ta transport, katere so tiste slovenske občine, kjer bo večje število migrantov. Vse to ljudi skrbi in upravičeno jih je tudi strah za svojo lastno varnost. Tudi sicer v Novi Sloveniji, ko pričakujemo množičen spomladanski val, nov val migrantov, govori se lahko o mnogo večjih številkah, kakršni smo priča danes. V Novi Sloveniji pričakujemo odločnejšo vladno politiko. Potem, ko je Avstrija se tako rekoč zatekla k kvotam in začela omejevati prihod migrantov na svoje ozemlje, je logična posledica ta, da mora vlada Republike Slovenije nujno sporočiti, da ekonomskih migrantov ne sprejemamo več. Kajti povsem se zdi, da naša država deluje le tako rekoč ad hoc, ko pride do neke situacije, le reagiramo na njo, le reagiramo na to, kar naredi Avstrija, kar naredi Nemčija, nismo pa tisti, ki bi sami vodili politiko, ki bi bila odločna in jasna. Nikar Republika Slovenija ne sme dovoliti, da postanemo ciljna država za migrante. Naj povem, da v zadnjih dneh ne za veliko, ampak se je povečalo število prošenj za azil. Nikar ne smemo postati, da bomo kar naenkrat po omejevanjih Nemčije, Avstrije, Švedske in drugih ciljnih držav Republika Slovenija postala ciljna država. Zaradi tega še vedno apeliramo na vlado Republike Slovenije, da zakon, ki je v parlamentarni proceduri, to zakon o mednarodni zaščiti, da zaostri pogoje za pridobitev statusa mednarodne zaščite. Drugič, v Novi Sloveniji vlado pozivamo, da sporoči, koliko migrantov, koliko beguncev je Slovenija sposobna sprejeti, koliko ljudi bomo sprejeli. Nihče, ki pride v našo državo in je lačen, je bos, je žejen, za vse te ljudi bomo poskrbeli. Ne moramo pa poskrbeti za tiste, ki jim tako rekoč pravimo ekonomski migranti. Za te ljudi naša država nima dovolj finančnih sredstev, nimamo dovolj resursov. Spomnil bi tudi na urad za begunce in ob tem se porajajo številna vprašanja. Ta urad je bil obljubljen strani Ministrstva za notranje zadeve, da bo začel delovati letos pomladi in naslavljam javna vprašanja, kje so postopki s tem uradom, kako je s kadri, pod kater resor bo urad za begunce spadal, kako je s finančnimi sredstvi. Sam mislim, da je prav, da dobimo urad za begunce, urad za migrante, kakorkoli, ampak s temi stvarmi zelo odlašamo in bojim se, da prihaja do novih težav, ko na koncu veliko govorimo o tem uradu, na koncu pa iz tega seveda ne bo nič. Kako bo potekalo financiranje urada za migrante in pod kateri resor bo urad za migrante spadal, še zdaj nima politika oziroma nimamo odgovora strani vlade. Nadalje naj spomnim in s tem tudi zaključujem na problem, ki se bo odvil lahko v naslednjih mesecih, tednih. Po odločitvi Avstrije in Nemčije, da bodo omejevali Avstrija, da bo omejevala število migrantov, prihod število migrantov in beguncev, se pravi vprašanje problema vračanja migrantov iz Avstrije in Nemčije. To vračanje bo, kot kaže, že poteka in bo potekalo tudi skozi Slovenijo. Ob tem poudarjamo stališče, da Republika Slovenija ni dolžna
sprijemati ekonomske migrante, ki jih Avstrija vrne v Republiko Slovenijo. Pri tem mora naša vlada, tako kot je na začetku ustrajati še naprej in od Avstrije zahtevati, da tega ne počne več. Glejte, v Evropi ta trenutek vsaka država deluje sama zase glede migrantske politike, skupna evropska politika do tega problema, kot sami že veste, je ni več. In tudi Slovenija se mora postaviti odločne ob bok tudi severnim državam. Kajti migrantske krize, kot kaže, ne bo konec, vsi dogovori do sedaj so propadli oziroma so se izjalovili. In zaradi tega upravičeno pričakujemo odločnejšo politiko naše vlade.